Gledate oddajo Klepet ob kavi. Najprej moraš imeti rad sebe, da bi lahko imel rad tudi druge. Kako sebe pripraviti na pravega partnerja in narediti ta priklic tudi na energijski ravni, boste seveda lahko izvedeli na prihajajoči spletni delavnici Priklic zdrave partnerske zveze, da pa bi znali zdaj prijeti bika za roge, kot se reče, in narediti ta the move, ne? Ko pride ta pravi oziroma ta prava, pa nam bo z nasveti sodobnega zapeljevanja pomagal strokovnjak za odnose Nejc Svete. Nejc, živijo, lepo pozdravljen. Mi da smo imela že prej ful debato, ker valjda ti si meni zdaj slovenski Dr. Hitch. Vsi tisti, ki ne veste, kdo je to, Will Smith, ki je seveda pomagal fantom do določenih punc, ki so jih želeli osvojiti in se z njimi tudi poročiti, tako da namene je imel zelo dobre. So tudi tvoji, za začetek, tvoji nameni so vedno dobri, ker ti si v bistvu pomagaš fantom, moškim, pa tudi ženskam, no, ampak moški so verjetno... Fokus je na moških, kar je super. A jim pomagaš priti samo do pojsle, ali ti je bolj cilj do kakšnega prstana? No? Kako je to v tvoji glavi, ali nimaš zadržkov? Nimam zadržkov, ker imajo različni tipi različne želje. Tudi odvisno, na kateri življenjski točki si. Zdaj, tudi moje mnenje je, da v mladosti bi mogel sprobati stvari, zato da te pol kasneje v življenju ne zagrabi tista tako kriza srednjih let, ki jo toliko pogosto videvamo, ne? Sploh pri tipih. To se ponovadi zgodi lih zato, ker ne živiš te svoje mladosti, ker nimaš opcij, ker misliš, da moraš dobiti samo eno pravo punco in biti z njo cel življenje. Ampak mislim, da je povprečna zakonska zveza v Sloveniji traja 14 let. Tako da za primerjavo, če dobiš tistega ljubčka iz srednje šole oziroma ljubico iz srednje šole plus 14 let, je to tam pred 30 in greš lahko že na razen, ne? Aha, ja, dobro. To je res. Torej se treba izživeti, ti svetuješ, no, da pač poskusimo kaj več, ne, če lahko. Tako pa tudi, da smo bolj odprti glede tega. Ker sploh v današnji družbi je zdaj tako slabo, da če nimaš nekega rednega partnerja, če nisi fokusiran samo za to, da počakaš do svojega pravega partnerja, partnerice, a ne? Te družba obsoja. Tako, te družba obsoja, ne? Ampak v bistvu s tem povzročimo ogromno ene druge škode, ki pride potem v teku tega razmerja. Prvo zato, ker ne vemo, kakšnega partnerja sploh hočemo. Sej to je tako, kot z avti rad zelo primerjam, čeprav, okej. Če ti testiraš en avto, itak ne veš, kakšni drugi avti še obstajajo. Isto je nekako pri partnerjih. Če si ti fokusiran samo na enega človeka, na eno osebo, na en tip osebe, veš samo tisti tip osebe, kako odgovarja s tvojim lifestylom, recimo, ne? In to je narobe. Zdaj, če primerjava, ne vem, moške, pa rečemo samo 50 let nazaj, pa moške danes, ne? Jaz čisto laično, ker se ne spoznam, nisem študirala te stvari, bi rekla, pa vse, kaj vam je pa tipom težko, tamle imate Facebook, imate Instagram, napišete 2 sporočili, pa imate že dejt. Ni temu tako? Ja, lahko je temu tako. Je lažje zdaj priti do ženske, kot je bilo vredno takrat, ne? Kaj misliš? So družabna omrežja v bistvu nekako ta stik, neke vrste v bistvu je to pomoč, ne? Absolutno je pomoč, ampak večina fantov je ne izkorišča. Recimo, že če primerjava tudi v današnjem svetu, online dating pa dating v živo. V živo, če greš ti ven v Sloveniji, boš mogoče lahko imel interakcijo z 20 do 50 puncami. Na online datingu ti lahko preswipaš po Tinderu, ne vem, 200-300 babe na zastonj profilu. Če si kupaš ta prav profil, da še plačaš za to, ne? Kakšna pro varianta verjetno, ja. Lahko preswipaš vse babe v tvoji okolici v enem dnevu, dobesedno. Plus potem Instagram. Dosežeš še tiste babe, ki niso na Tinderu. Bebe, punce, ženske. Tako da definitivno je lažji, ampak ta občutek, ta strah pred zavrnitvijo je pa še zmeraj dosti podoben ali v živo, ali pred 50 leti, ali pa online. Se pravi, če bom jaz eni punci pisal, pa ona me niti ne rabi zavrniti. Ona me lahko samo zignorira. To pa znamo. Ja. To znamo, ja. Tako. Sploh ne kakšne tiste, hej, kako si... Ja, mislim, sorry, a lahko je drugega napišeš, kak hej, a ne? Ja, absolutno. In to moški, kaj ne razumejo tega, pač je to problem, da ne znajo pristopati? Absolutno. Kaj je glavni problem, v bistvu, kaj ti recimo opažaš pri svojih klientih? 2 glavna problema sta. En je, da si ne upamo pristopati zaradi nekih težav, issue-ov, ki jih imamo iz preteklosti. Ne samozavesti. Drugi je pa, da ne vemo, kako pristopati. To sta 2 glavna problema. Imaš kakšen skrivni recept, ki ga lahko zdaj z nami deliš? Lahko recimo zdaj... Kako je najbolj uspešen pristop, evo? Po tvojih izkušnjah? Direkten pristop. Se pravi, da priješ do punce, pa ji rečeš, ej, čau, sorry, ko te bom malo zmotil, ampak sem te videl tamle čez cesto, pa sem se ti mogel priti predstaviti, ker si mi ful luštna. Evo, če bi prišel do mene, pa verjamem tudi do naše scenaristke, zdaj, ki se smeji zadnji, ja, bi bile zelo očarane ženske na to direktnostjo. Ja. Ok, dajva narediti en roleplay.
Čau, živo, lih videl sem te tamle iz studia, pa sem ti mogel prijeti povedati, da si mi ful lušna. Jaz sem Nejc drugače. Čau, živo. Jaz bi po mojem padla v ta smeh, veš, ker pa tako šokirala. Ampak Še vedno roleplaying. Okej. Kako bi odreagirala? Po mojem bi malo zgrožena. Ne, odreagiri. A ja, čak, ne, ti, Živo, brez čau, besed bi stala. tamle sem te videl, ful si mi bila lušna, sem se ti mogel prijeti predstaviti, jaz sem Nejc. Če bi bila sama, ja, Ne, Neža, živijo, roleplaying. ne, roko bi ziha dala, roko bi dala. Roleplaying. Neža. Ok, čau, Neža. Ampak, a Ne, vidiš, roleplaying naprej. Ja, ampak Roleplaying povej, naprej, čakaj. ženske imamo zdaj 5 scenarijev v glavu, kaj bi bilo, a je kdo zraven mene, a sem sama, a mi bo on všeč, a mi ni všeč, to je spet odvisno. Če mu nekdo vizualno mi potegnil, se bom zihar pogovarjala z njim, oziroma se mu bom nasmejala. Če mi pa pač ne bo na prvi pogled mi potegnil, bom rekla, v redu je, pa bom šla, ne. Ok, no in zdaj prijemo Evo, do tega, roleplay. ker sem ti rekel, da si zelo karakterna ženska, ne? Nisi hotela pasti v ta roleplay trenutno, drugače bi ti na primeru pokazal. Ključno je to, kaj po tem stavku narediš. Če bi bil jaz samo tiho, bi bilo full pressureja. In tako, kot si rekla, ne vem, kaj naj zdaj naredim, ne vem, kako se ne obrnem, milijon enih scenarijev, ki jih lahko spelem. Na meni, kot na moškem, je ta odgovornost, da jaz pelem ta pogovor pol tudi naprej. A veš, da ti rečem, daj mi povej, kaj sploh snemate tukaj? Torej, veš, da- odgovornost je na te, razumem, ti si Tako. v bistvu, ki peljaš pot. Tako. In to tudi moški dejansko bi omogel, tako, a ni res? Absolutno. Ja, ne? Absolutno. Ampak kaj se je zgodilo z moškimi, ne vem, kaj bi v bistvu res moški radi vedeli, da bo nam ženskam nekako jasen, pa nam ni jasen. Kaj nam ni jasen o vas? Pa bi mogle to vedeti. Da drugače komuniciramo. Jaz rad rečem, da ste ženske čustvena bitja, moški smo pa logična bitja. Moške nas zanima tole, korak A, korak B, korak C, zaključimo, ni več debate. Ne bomo se zdaj pogovarjali levo, desno, naprej. Ne? Ženske so pa drugačne. Ne? One pa niso, daj pa reči, niste toliko fokusirane na cilj, ampak na to, kako se počutite na tej poti In to do vsako cilja. stotinko sekunde. Vse Vsako to tisočinko, analiziramo, ja. veš, ja. Vem, No, ja. vem. In tle je pol problem ta disconnect med komunikacijo med moškimi in ženskami. Ok, to si zelo fino povedal. Zdaj pa mi povej nasplošno, zakaj se moški po tvojem mnenju boji pristopiti do ženske? Ker se boji zavrnitve. Ker nam Kaj te družba... to boli? Ego? Ego definitivno, pa tudi družba nam to vsiljuje, da moraš imeti eno punco v svojem življenju, da obstaja samo ena sorodna duša zate in pa si predstavljaj, kad ti najdeš potencialno sorodno dušo zate. To je ta ena duša. Ti zdaj to moraš dobiti, ker če tega ne dobiš, je tvojega življenja kot moški konec. Ne? Ok. Takoj, ko jaz rečem tipom, obstaja morje dobrih babe zate. Idealnih punc, idealnih žensk, s katerimi se boš imel najboljš, bo tvoj odnos z njo najboljši, top. Ti jo moraš sam najti. In bojo zavrnitve. In to ni nič slabega. Ker več zavrnitev, ko boš imel, hitreje, ko boš šel čez te zavrnitve, hitreje boš najdel tisto tvojo punco. Ok, logično. Ja. A lahko ženske mogoče kako pomagamo na tej vaši poti, da vas mogoče ne bo toliko strah ali pa da vas ne spravimo v zadrego, ne? Kaj lahko ženske naredimo? Ženske lahko date znake moškim, ampak to načeloma znate že kar Vam dobro je to všeč podzavestno. ali ne? To mi povej, Nejc. Ja. Kaj ti je bolj všeč? To, da je ženska, se ti smeji pa ti pokaže naklonjenost, ali v bistvu to, da se dela malo hard to get, malo je dvignjena, imate za nekega prijatelja, tako, a ne? Kaj v bistvu ti pa bolj pali? Če gledamo zdaj ženskega stališča, da nam je pa fant všeč. Tukaj bi rekel, da mora biti kombinacija tega obojega. Recimo, meni osebno je najboljše, da je ženska na začetku nedosegljiva, potem, da se začne odpirati, da se tudi jaz počutim, da sem jo osvojil na nek način. Ne? Sem pa imel primer, ko sem imel pa eno bejbo, ki je pa bila tako na pladnju vse takoj, ne, že iz prve, se pravi, da je ona pristopila do mene in bila zelo direktna. Ker to danes je pogosto, ne? Ženske smo kar malo prevzele te stvari, se mi zdi, vajeti v svoje roke. Ja, ker na nek način ste jih mogle, ne. Ker moški nismo več taki moški, kot smo bili v preteklosti. Nam je problem pristopati do punce. Problem se izpostaviti pa reči, ful si mi bila lušna, pa sem se ti mogel priti predstaviti. In tle je ta problem, ne. Tako da jaz potem tudi punce malo spodbujam. Če ti je en tip všeč, pa ne naredi mova, pa pejt ti do njega, pa naredi mov. Nič slabega. Ne zagovarjam tega. Sem tudi mnenja, da taka veza na dolgi rok ne bo uspešna in ne bo dobra. Moški mora biti lovec. Ja. Moramo pustiti to vlogo, ne? Točno to. Mislim, predstavljaj si že na začetku, če si mogla ti narediti prvi korak, da se je nekaj zgodilo. Enkrat sem naredila in sem celotno vezo jaz delala vedno v te prve korake, ne? Tako je, ker je bil to Dejansko. tip moškega, ne, ki mu je uspelo na ta način in nima potrebe, da bi se tudi razvil v pravo smer potem. Ne. Tako da, ja. Kaj pa dva prijatelja,
torej dva sta prijatelja in se sproti nekaj razvije. Ne? Zdaj, se ponovadi te stvari same nekako zrihtajo, se ne? Ne. Ne? Ne. Veš, koliko fantov je v friendzonih, oziroma v coni prijateljstva? Fejkajo, ne da fejkajo. Ja. Zakaj? Zakaj pa meni ne pove, dej, ti si mi pa všeč, zakaj tega meni ne pove? Zakaj Spet, ker to je njihova sorodna duša. Če oni ne bojo osvojili... To je tako zakomplicirano. Kaj je zakomplicirano? Zakaj ne more biti vse simpel? Ne vem, imam prijatelja, ki se družba, hoda skupaj na pijačo, nikoli mi ne rekel, da sem mu všeč, a ne? Pa zveš, čutaš, vse ženske čutimo. Ženske čute, ženske res točno čutimo. veste. A ne, Točno veste. Ne vem, jaz to ne razumem. No, dej tvojo logiko povej, no. Razlož mi to. A je prav, da moški igra prijatelja, da ima pa vsaj nek stik s to žensko, če mu je všeč, pa se vseeno očitno boji toliko zavrnitve, ali svetuješ ti, da vseeno obelodani to, kar čuti? Obelodani, definitivno, ampak ne na ta tradicionalen način. Ne, da ji izpove svojo ljubezen, potem, ko sta bila 2 leti prijatelja, da je on potem iz nule, veš kaj, jaz ti moram povedati, ne morem več tega držati v sebi, ti si mi ful všeč že zadnje 5 let. Pač veš, koliko je to čuden za punco? Ja, je. Ja, punca je mislila, da sta prijatelja. A smo lahko sploh ženske pa moški prijatelji? Ja, jaz mislim, da ja. Ja. Sicer bi rekel, da da si mogel imeti s tako punco oziroma s takim moškim že nekaj prej, pa zaradi nekega faktorja se nista odločila, da bosta skupaj. Recimo, jaz imam par zelo dobrih prijateljic, s katerimi sva imela neko tako casual razmerje, ali sva bila nekaj skupaj, zdaj nisva več, ampak veva, zakaj nisva več. Obstaja določen razlog. Recimo, z eno je, da jaz hodim rad na morje, ona absolutno rada hodi v gore. In kampira in je na mrazu in to. Pač no way, da bom jaz imel tako življenje in to je prevelik faktor med nama. Ne? Zdaj si mi dal eno tako fajn istočnico, namreč, če govorimo recimo o ljubosumju, o partnerstvu. Ja. Jaz sem da ena izmed tistih, ki sem vedno z bivšimi, oziroma imam še vedno zelo dober odnos z vsemi bivšimi, njih veliko, ampak kakorkoli. In mi je fascinantno bilo to, da fantje nikoli niso razumeli tega, kako jaz lahko prijateljujem z njimi. Ne? In ravno to, kar si zdaj ti povedal, dejansko, če z nekom zaključiš, ugotoviš, da nista za skupaj, dejansko lahko ful dobro funkcionirata naprej kot prijatelja. Ne? Tako da tega velika večina ne razume. Tako da jaz mislim, da potrebe potem, da smo ljubosumni na bivše partnerje, neupravičena čist. Pa tukaj je tudi ta problem, spet nazaj problem. Obstaja samo ena sorodna duša zate. Če si bil z nekom ali pa da sta imela nek odnos in sta šla narazen, je to katastrofalen dogodek. Moje mnenje je, da ni nič narobe s tem, da imaš z nekom nek del življenja, ki ga preživiš skupaj, deliš en del poti, pa zato, ker ti hočeš iti študirati ali pa delati v tujino, ali pa ker, ne vem, en hoče imeti otroke, drug ne, greš ta pač narazen. Ni treba za to, da rečeš, cela zveza, celih 5 let nazaj je bilo katastrofa, ne bi smela iti v to zvezo, Nobene potrebe potem. Bilo je super fajn, ampak tisti delček življenja je bil super fajn. Štekam. Zdaj pa me zanima, a se nam ljudem potrebe spreminjajo. Zdaj si recimo ravno razlagal, čez nekaj časa pol ti to ne več všeč. Ljudje rastemo, zdaj pa rastemo skupaj ali pa narazen. In zdaj, če rastemo narazen, pridejo ljudje k tebi po pomoč, pa imaš ti, ne vem, neke smernice, kaj ponavadi je pri ljudeh narobe, da torej so nezadovoljni v bistvu v partnerstvu. Kaj je največji problem? Da so nezadovoljni v partnerstvu? Ja. To, da so z napačnim partnerjem. To je ena zadeva, druga zadeva je pa... Da ne najdejo nekoga, ki bi mu, pač karkoli, s komerkoli so, niso zadovoljni. Da jim vedno nekaj manjka, da ni te sorodne duše, kakor praviš. Vedno je neka sorodna duša. Če pa ne najdeš, absolutno ne najdeš, pa da jo iščeš, pa ti nisi dovolj razvit, ker potem ne veš, koga sploh iščeš. Torej, delati moraš na sebi. Ja, pa tudi na tem, da veš, kakšnega partnerja hočeš imeti. Recimo, eno izmed prvih vprašanj v coachingih, ki jih imam, je, kakšno punco iščeš? Kaj iščeš v punci? In fantje ponavadi rečejo, ja, da je lepa, da je pametna, pa da dela nekaj v življenju. Pač to je preveč splošno. To so lahko vse punce. Ti rabiš imeti tako vizijo tvoje trenutne punce, ki jo hočeš imeti, da boš točno lahko rekel, aha, tale pa je vizualno taka, se pravi, ker mi je všeč, ker je to moj tip punce, moram iti do nje, moram spoznati, če je tisti next level, naslednja stopnja, če, ne vem, ima smisel za humor, če dela nekaj v življenju, če študira nekaj zanimivega, kaj tako, ne? Ampak če nimaš ti že te prve oblike, že vizualno, kako boš ti vedel, katera punca je ta prava zate? Kako boš sploh opazil? Pa zdaj, kakor sem sklepala po tem, kar si povedal, mora biti fizično tako pa tako. Torej, fizična privlačnost je še vedno number one zadeva, neka osnova, da se lahko začne karkoli dogajati. Seveda vemo, da ni najpomembnejša, ampak je pa to osnova. Ne? A lahko ti zrihtaš partnerja ženski, ki pač, ne vem, ga ne bi tako na prvo žogo lih opazila v množici, recimo?
Bi lahko te dva skupaj prišla enkrat, samo z njegovim karakterjem? Lahko, če ni pač tipo, da je res nekaj narobe z njim, pač tako konkretno, ampak Konkretno, to je toliko malo tipov, da imajo res nek konkreten problem, tako fizično, vizualno, da je skoraj ni faktorno. Kaj pa seks? Koliko je seks pomemben faktor v razmerju? Kaj pa je smešen gledati? Ne, tle je zelo dobro, ne. Kako že pravijo, da dober seks je 10% razmerja, slab pa 90%. Aha, no, si vse odgovoril. Torej, če ni dober seks, priporočaš, da kar menjamo? Treba ugotoviti, zakaj je slab seks. Zakaj je slab seks? Ja. A je zato, ker nisi sproščen v odnosu, recimo punce imajo to dostikrat probleme, ali so neke pretekle izkušnje, ali so neke napačne predstave o seksu in tukaj lahko tudi pride potem do tega problema, ne. Tako da tle je treba potem, ja, malo razčistiti in videti, če se da tle rešiti. Okay. Zdaj, ti si malo bolj mlajša generacija, ne? Torej nisi star še 30, rečemo, jaz te bom dala mlajšo generacijo. Ne še, ja. Kdo plača pijačo zdaj, ko se hodi ven? Jaz ne vem, jaz sem že malo ven iz tega, veš, tako da se ne spoznam več. Kako je zdaj s tem? Ja, deva reči načeloma pol-pol. Ne, pazi. Fora plačevanja pijače je to, da pri tipih ponavadi izhaja iz napačnega načina razmišljanja. Se pravi, ti si luštna punca, vzela si čas, da boš šla z mano na pijačo. Jaz sem ti dolžan plačati pijačo, zato ker jaz v moji glavi vidim tvoj čas vreden kot tok, recimo, moj pa tok. In ker ti bom plačal pijačo, bova prišla na isti nivo, kao, ne? Sej recimo, če te nekdo povabi, nekdo ful slaven, nek tvoj vzornik, a mu boš ti pripravljena plačati vsej večerjo, da boš preživela 1 uro z njim? On bo mene povabil, jaz njega? Nekako prije do te situacije. Ali pa ne vem, kdo je tvoj vzornik? Ja, seveda bi plačala, ja. Evo, točno to. Isti mindset tle, ne? Moje mnenje je, da prvo pijačo bi mogel plačati fant, drugo punca in 2 pijači bi se mogli zgoditi na prvem zmenku. Zato, ker lahko tudi zelo elegantno to zapakiraš, v stilu, ta pijača bo moja, naslednja je tvoja. Še prej pa vprašaš, a se ti drugače kam mudi ali imaš še za eno pijačo. In je to tudi zelo dober filter, ko daš punci priložnost, da reče, ne veš, moram iti naprej, moram iti mačko nafutrat karkoli, ali pa da reče, ne, se v bistvu imam še za eno pijačo. Ok, super, pa jaz to plačam, pa boš ti naslednjo. In si postavil standarde v razmerju, da boste plačevala pol-pol. Poleg tega si tudi zvedel, da si ji všeč, če hoče iti še za 2 uri nekam s tabo. In to je to. Ok, Nejc, zanima me še zdaj, glede na tvojo prakso, ki jo imaš, koliko si ti uspešen pri svojih klientih? Mislim, kako to gre? A ti vsakmu garantiraš, ok, ne vem, rad bi si najdel punco, jaz ti bom pomagal najti punco. Ker doktor Hitch bi bil zelo tak, je bil, ne? On je vse zrito, on ima še slušalke, veš, na zmenkih, ne? A ti tudi to delaš? A greš na zmenk v narekovajih, torej z kakšnim fantom? Trenutno ne, ker je pač taka situacija glede korone in tega, ampak drugače pa tudi to, ja. Resno? Nisem sicer v ušesu, ampak ga pripravim že prej, no. Ja, toliko daleč, če nismo šli, ker... Te roleplaye delata, verjetno? Ja, tudi to, ja. Ni pa take potrebe, no, pač če poznate osnovne koncepte, če to stestira, je čisto v redu. Drugače pa uspeh je tako praktično zagotovljen vsakem moškem, ki se res odloči za to, pa vztraja v tem. Ampak se podobno je tudi pri hujšanju, pri tem, da se spravaš v formo, pri biznisu ali pa pri napredovanju v karieri. Pač moraš imeti fokus, moraš vztrajati pri tem, moraš se naučiti nekaj o tem, pa da to tudi v prakso. Torej začnemo, kot smo lahko videli, pri sebi, ne? Potem pa lahko nadaljujemo torej še kje drugje. Hvala lepa, Nejc. Prosim. Tako, torej ni smiselno čakati, da nam bo nekdo drug osmislil življenje. V prvi vrsti si moramo za to poskrbeti sami, ne? Potem bomo pa tudi v ljubezni vse lažje. Drugače pa, če vas zanima, katera predavanja oziroma tečaje si lahko gledate v obdobju lastnega doma, potem vabljeni, da pobrskate po naši spletni strani klepetobkavi.si pod zavihkom dogodki, najdete na dnu strani spletna predavanja in veliko je tečajev in delavnic tudi za osebno rast in samospoštovanje. 25. februarja pa torej v živo preko spleta tudi aktualna februarska, ko je torej najbolj hudo, prav samskim, ne, Jasmina bo seveda se je verjetno s tem strinjala, včasih je bila še sama, ne, to je tudi rekla, da dajmo februarja to narediti. V glavnem, preko spleta, kot sem rekla, kako priklicati torej zdravo in pravo ljubezen, vabljeni torej, da se ji pridružite.